Pozdravljeni. Tema današnjega posnetka je optimalna struktura povpraševanja pri danem dohodku in pri danih cenah. Poglejmo si nalogo. V tabeli so podane mejne koristnosti za obisk kina in ogled nogometne tekme. Dobrini sta edini, ki sta maksu dosegljivi in za njih uporabi ves dohodek 10 denarnih enot. Cena vstopnice za ogled kina je 1 denarna enota in cena vstopnice za ogled nogometne tekme je 2 denarni enoti. Koliko vstopnic za obisk kina in ogled nogometne tekme bo Maks kupil, če maksimizira svoje zadovoljstvo? Maks mora torej izbrati kombinacijo kino vstopnic in vstopnic za ogled nogometne tekme, ki mu bo prinesla največjo skupno koristnost ob danem dohodku in ob danih cenah. To bo dosegal tako, da bo prvič porabil ves svoj dohodek in to pomeni, da kombinacija, ki jo bo izbral, leži na premici enakih izdatkov D1. Drugi pogoj je ta, da s to kombinacijo doseže največjo skupno koristnost in to pomeni, da kombinacija leži na najvišje ležeči še dosegljivi krivulji ravnodušnosti. Če ponovno pogledamo grafično, najvišje ležeča še dosegljiva krivulja ravnodušnosti je v našem konkretnem primeru U2. U3 ni dosegljiva, kombinacije iz krivulje ravnodušnosti U1 pa prinašajo nižjo skupno koristnost. Optimum je torej tam, kjer je premica enakih izdatkov, tangenta na krivuljo ravnodušnosti in skladno z drugim Gaussovim zakonom, optimalno strukturo najdemo tam, kjer je mejna koristnost, če pogledamo kar konkretno, ogleda kina deljeno s ceno vstopnice za kino, enaka mejni koristnosti ogleda nogometne tekme glede na ceno vstopnice za nogometno tekmo. S pomočjo tega pogoja, ki nam bo pomagal določiti optimalno strukturo, se bomo sedaj vrnili v tabelo in bomo najprej torej izračunali mejne koristnosti na ceno za kino in za nogometno tekmo. Glede na to, da je cena vstopnice za kino 1 denarna enota, je mejna koristnost na ceno enaka kot sama mejna koristnost in prvo vrstico samo prepišemo. Izračunati pa moramo torej še mejne koristnosti ogleda nogometne tekme na ceno vstopnice za nogometno tekmo. Cena je 2 denarni enoti, mejna koristnost prve enote je 6 in dobimo torej, da je mejna koristnost na ceno enaka 3. Na podlagi izračunanega bomo zdaj določili še optimalno strukturo in sicer najprej pogledamo, katera kombinacija zadovolji pogoj, da je mejna koristnost na ceno za obe dobrini enaka. Torej, to je naš ravnotežni pogoj in vidimo, da to velja pri 2 kombinacijah in sicer tam, kjer imamo 2 vstopnici za nogometno tekmo in 3 vstopnice za kino, ali pa pri kombinaciji, kjer imamo 3 vstopnice za nogometno tekmo in 4 vstopnice za kino. Preveriti moramo še, katera kombinacija zadovolji zdaj še drugi pogoj in sicer ta, da Maks porabi ves svoj dohodek, ki je enak 10. Če preverimo prvo kombinacijo, torej imamo 2-krat nogometno tekmo po ceni 2 denarni enoti plus 3-krat kino po ceni 1 denarna enota in dobimo, da je torej tukaj dohodek, ki ga porabi, enak 7, kar pomeni, da Maks ni racionalen, če izbere to kombinacijo. Druga kombinacija pa je 3 vstopnice za nogometno tekmo po ceni 2 denarni enoti plus 4 vstopnice za kino
poceni 1 denarna enota, tukaj pa dobimo, da porabi 10 denarnih enot. Maks bo izbral kombinacijo 3 vstopnice za ogled nogometne tekme in 4 vstopnice za kino. Pa poglejmo, kakšno korist mu to prinaša. Prva vstopnica za nogometno tekmo mu prinese korist 6, druga mu prinese korist 4, tretja mu prinese korist 3. Prva vstopnica za kino mu prinese koristnost 5, druga 4, tretja 2 in četrta 1,5. Dobimo 25,5, kar je njegova skupna koristnost.